Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V četrtek je bila redna seja Bohinjskega občinskega sveta. Glavna točka pa rebalans proračuna za letošnje leto. Glavne sklepe seje povzema župan Franc Kramar. Imeli smo rebalans proračuna za letošnje leto. To je pač že v navadi, da ponavadi sred leta rebalansiramo proračun, glede na to, da je bil sprejet decembra meseca, da nismo vedeli, kakšen bo prenos sredstev iz preteklega leta, da so se pojavile neke nove stvari in smo jih vključili v rebalans. Svetniki so ga potrdili. Potem je bil tukaj odlok o obratovalnem času gostinskih lokalov. Tukaj smo pač sledili tistemu, kar so vsi predstavniki gospodarstva tudi povedali in smo upoštevali, tako da jaz mislim, da imamo en dober odlok, ker omogoča gostinskim objektom, da si določajo obratovalni čas po meri, tudi podaljšan obratovalni čas. Potem smo imeli pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki. Potem so bile vrtec z svojimi 3 točkami, potem smo tudi sprejeli priznanja občine Bohinj za leto 2016. Častni občan občine Bohinj je pokojni Janez Korošec, ki je, v Bohinju res naredil en velik premik na Gorjušah in pa na Koprivniku. No, potem smo imeli še imenovanje 2 člana za turizem Bohinj, za svet turizma Bohinj in pa na konec vprašanja, pobude in informacije. Ta konec tedna so v Kranjski Gori potekali tradicionalni 15. Kekčevi dnevi, namenjeni zabavi otrok. Pripravili so privlačen program prireditev in animacij, namenjen vsem družinskim članom. Na voljo so bili obiski pravljičnih dežel, kjer so otroci spoznali junake in se z njimi poveselili. V petek je bil pravljični dan. Na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori je bila na ogled predstava Rdeča kapica z napako. A še kaj jemo? 1, 2, 3, kaj se posluša zdobi? Pohane muhe! O, pohane muhe! A kdo je pohane muhe? Dajmo jih poloviti! Polovimo! Vse muhe! Še tam je ena! Muhe vsak dan je! Pohane muhe imamo radi! A kdo od vas res doma je muhe? Mamice, a kdaj naredite pohane muhe? Sledila je ustvarjalna delavnica Maxi slikarska packalnica. V soboto je bil zmagovalni dan s predstavo Športna pravljica. Ali si se že kdaj preizkusil v drugih športih? Jaz igram na primer... Drugi športi so brez veze. Edini šport, ki je dober, je nogomet. Nogomet, samo nogomet. Ampak jaz igram na primer... Nogomet. Jaz igram... Nogomet. A kdo igra nogomet, naj dvigne roko? No, evo, koliko prijateljev igra nogometa, vidiš? In ustvarjalno delavnico Lego igralnica. Danes pa je bil magični dan. Pripravili so predstavo Velike čarovnije s čarodejem Tonijem in ustvarjalno delavnico Čarobna ustvarjalnica. V Ljudskem domu v Kranjski Gori je bila te dni na ogled tudi posebna Lego razstava. Andraž, že 15. Kekčevi dnevi, kje so tiste stvari, ki jih želite najbolj poudariti oziroma nad katerimi so tudi otroci najbolj navdušeni? Ja, letos program teče nekako tako, da imamo najprej eno predstavo, dobre pol ure traja, da se otroci naberajo na trgu, potem sledijo delavnice, v kar vidimo v ozadju, poteka mini planica, nad katero so otroci zelo navdušeni. Prav tako po Ljudskem domu že ves čas od petka, soboto in pa tudi jutro v nedeljo poteka Lego razstava, danes pa poteka noter tudi Lego delavnica, se pravi, se otroci z Lego kockami tudi igrajo. Kaj pa je v dopoldanskem času? V dopoldanskem času smo si danes v Mojstrano, kjer smo rajžali po teh Triglavskih pravljic, jutri pa se bomo obiskali Kekčevo deželo pod Prisenkom. Kako ste zadovoljni z obiskom? Ja, z obiskom smo zadovoljni, no, z obiskom, ker tudi danes je bil trg čist poln, tako da je družin zelo veliko, otrok je zelo veliko, tako da smo zadovoljni. No. Hvala. Prosim. Turistično društvo Kranjska Gora je v soboto pripravilo 7. družinski kolesarski dan, ki je med družinami vse bolj priljubljen in se ga iz leta v leto udeleži več ljudi.
Turistično društvo Kranjska Gora vsako prvo soboto v mesecu juliju organizira družinski kolesarski dan, letos tradicionalno že 7. Letos smo kolesarski dan združili tudi s Kekčevimi dnevi v destinaciji Kranjska Gora, tako da upamo, da smo s tem premikom naredili tudi določeno marketinško potezo in seveda promoviramo vsi skupaj v sklopu turizma Kranjsko Goro oziroma celotno Zgornjesavsko dolino kot kolesarsko destinacijo. Na področju kolesarstva lahko postanemo v Evropi številka 1, kajti ta dolina ima čisto vse, kar kolesarska destinacija potrebuje in upamo, da bo šel v času poletne turistične sezone razvoj naprej tudi v smeri kolesarstva. Turistično društvo Gozd Martuljek pa je pripravilo vaško veselico Padamačem v Rutah. V šatoru pri gasilskem domu v Gozdu Martuljku se je včeraj zbralo veliko ljudi. Domačini so poskrbeli za animacijo, hrano in pijačo. Za dobro vzdušje pa je igral ansambel Saša Avsenika. Jaz pa od sreče bi vas spet dobil, se že spominjaš nazaj, daleč je že tisti maj, Slovenija minula, zasvila sva že, jaz pa spominjam se še, ko v mraku zrem vodo, vidim lika da teko, mladost je za nama, že bliža se noč. Bila sva mlada oba, ko preko mosta sva šla, stari predrtiče mi stisneš moj kop, da me ljubiva lepo. Bila sva mlada oba, ko preko mosta sva šla, par je vrtel in bakle svetil, jaz pa od sreče bi vas spet dobil. Šotor pri gasilskem domu v Gozdu Martuljku pa je bil danes še prizorišče praznovanja 25-letnice ustanovitve Društva izgnancev Gorenjske. Spoštovani izgnanci, izgnanke, svojci, prijatelji, dragi gostje. Pozdravljeni v imenu organizatorja, krajevnega odbora Društva izgnancev Jesenice, čigar dejavnost sega od Rateč do Rodin. Dobrodošli v Rutah, ki bodo danes zaživele v praznovanju 25-letnice ustanovitve Društva izgnancev Slovenije. Rute bodo danes zaživele v spominih na dni, ki so daleč, daleč proč, na kraje, ki so daleč, daleč proč. Pa vendar pečat tistih dni nikoli ne zbledi. Oh, kako je dolga, dolga pot, iz tujine pa do doma. Cesta bela je tako, sonce sije na zemljo, na to dolgo, dolgo pot. Cesta bela je tako, sonce sije na zemljo, na to dolgo, dolgo pot. Oh, kako je dolga, dolga pot, žica gosta je tako, tako, da ne more skozi njo in strašarstvo je pred njo. Oh, ta dolga, dolga pot. Letos, prav ta čas, ko praznujemo 25. obletnico ustanovitve Društva izgnancev Slovenije 1941-45,
smo vstopili tudi v čas praznovanja naše neodvisne, suverene države Republike Slovenije. Vsi, ki smo tu, se zavedamo njenih zgodovinskih korenin. Zavedamo se, kako pomemben del naše zgodovine sega v čas druge svetovne vojne. Državno ozemlje današnje Republike Slovenije je bilo razkosano. To ni bila navadna tuja vojaška okupacija. Napad na te kraje je bil zasnovan popolnoma drugače. Bil je zasnovan z namenom, z načrtom popolnoma spremeniti geografijo Evrope, z namenom uničiti slovenski narod. Spoštovane izgnanke, spoštovani izgnanci, gospa predsednica, ostali gostje, en lep dober dan pod Špikovo skupino v Gozd Martuljku po domače Rutah. Izredno sem vesel in ponosen, da vas lahko gostimo na našem področju občine Kranjska Gora in da skupaj proslavimo 25 let vašega obstanka, se pravi delovanja Društva izgnancev Slovenije, 25 let samostojne Slovenije. Pred kratkim smo praznovali 25 let osvoboditve Slovenije, ki je Slovenija in slovenski narod sanjal tisočletja. Jaz mislim, da smo lahko ponosni, da smo s teritorialno obrambo, z vojaki, z policijo in z vsemi drugimi, ki so sodelovali v naši osamosvojitveni vojni, dosanjali ta dan 26. junija 1991, ko smo razglasili samostojno Slovenijo. Jaz mislim, da je bila to pač res tisočletna želja Slovencev, da že v časih zedinjene Slovenije leta 1848 pod takratno Avstro-Ogrsko monarhijo so bili zametki poskusa odcepitve in uveljavljanja svojih slovenskih meja, vendar pač so bili takrat interesi nemških in avstrijskih oblastnikov premočni. Spomnimo se še te nove revije leta 1986, ko smo začutili v srcih, da se nekaj premika, pa seveda plebiscita in na to odcepitve. Tako da mislim, da prav vi, izgnanci, ste priča vsemu temu, kako je pod tujo vlado, pod tujim škornjem preživljati okupacije, pa seveda tudi še kaj hujšega, pregone ljudi v tuje kraje iz svojih domačih ognjišč. Jaz, kot župan občine Kranjska Gora, si res želim, da meja Slovenije ostane tukaj, kjer je, da je to severozahodni branik naše domovine in da bo tako ostal še dolg. Kljub temu, da imamo priliko videti, da nas tako zdaj Evropa tlači, da se politika odloča tako in drugače, da ne znamo udariti po mizi, tako kot so udarili Islandci, da ne znamo poštimati bank in tajkunov, ki kradejo in plenijo še vedno našo državo. Jaz mislim, da kljub temu nekako Slovenija bo preživela in še enkrat bi rad omenil lepe besede naše športnice Tine Maze, ki je rekla, veste, tudi jaz pri 25 letih nisem točno vedela, zakaj se gre, bila sem ena vihrava mlada deklina. Po 25 letu pa sem se vzela v roke, začeli so se uspehi, jaz sem se zbistrila in moje misli so postale jasne. Jaz res upam, da bomo tudi mi v Sloveniji, tako kot je omenila v intervjuju te besede Tina Maze, od 25. leta naprej samostojnosti uspevali veliko boljš kot ta prvih 25 let. Pa naj bojo te besede samo za en kratek uvod v današnjo srečanje. Lep pozdrav vsem še enkrat.
Veliko zadovoljstvo mi je, da ste zbrani v tako velikem številu ob 25-letnice delovanja našega društva. Ker je vaša predsednica, gospa Bičkova in tudi župan že marsikaj rekla, bom jaz lahko zelo kratka. Pozdravljam vas v imenu Društva izgnancev Slovenije in svojem imenu in mislim, da je velika stvar, da je bilo v tem času, v teh 25 letih, tukaj na Gorenjskem, pa tudi po Sloveniji, zelo veliko zborovanj, s katerimi smo potem z združenimi močmi dosegali naše pravice. Ker nobena vlada bivše Jugoslavije ni rešila naših pravic niti statusa, seveda pa smo se 91 osamosvojili, smo pričakovali, da bo slovenska vlada to takoj rešila in te krivice popravila. Vendar je bilo treba napisati na tisoče pisem, protestov, gradiva, argumentov, da so končno nam prisluhali in da smo dosegli to, kar je vaša predsednica vam že vse naštela. Prestižna nagrada Oskar za najboljšo fotografijo je letos pripadla Samu Rovanu iz Vrhpolja pri Vipavi. Obiskali smo ga na njegovem domu, kjer so mu vaščani in prijatelji pripravili dobrodošlico. Poleg njega samega se je nagrade najbolj razveselil njegov oče Danilo Rovan, ki že 10 let na svojem domu uspešno vodi kiparsko delavnico in tudi šolo kiparjenja. Samo Rovan, ki je bil letos spoznan za najboljšega poročnega fotografa, je želel veselje in zadovoljstvo ob prejemu najprestižnejše nagrade deliti s svojim očetom Danilom in sovaščani. Ja, kaj naj povem? Fajn je biti spet doma. Doma se je naučil skromnosti, trdega dela in vztrajnosti. V očetovi delavnici pa se je ostril čut za opazovanje in upodabljanje, ki ga je s pridom koristil v svojem osnovnem poklicu. Kot fotoreporter si zmeraj iskal v bistvu bolj kot ne probleme. Zdaj na poroki ni, da boš iskal probleme, ampak pa hočeš pa pač pokazati situacijo tako, kot je, da je ni zametničeno. Njegove fotografije so nepredvidljive in zrcalijo podobe trenutnega dogajanja. Nočem prikazovati popolnosti, ker življenja ne vidim tako, da je bilo res popolno. Življenje ima toliko napak in meni so te napake všeč. Tudi posebnih receptov za uspešno fotografiranje ne pozna. Treba se je pač znajti v dani situaciji. Recepta prav ni. Jaz mislim, da je treba delati čim bolj biti ti, čim bolj slediti samo sebi, ker zaradi tega se pa unikaten. Tudi pri izbiri fotografij za posamezne priložnosti ostaja sproščen in nenačelen. Samo, kaj ti predstavlja večji izziv? Izbrati fotografije med sortiranjem teh ali izbrati fotografije za natečaj? V bistvu smo tam. Tam. Ob tej priložnosti so na stanovanjski hiši Rovanovih odkrili 2 spominski plošči, od katerih ena ponazarja zmagovito fotografijo, druga pa očeta Danila pri njegovem ustvarjanju. Zdaj pa smo, drage gledalke in gledalci, že v drugem delu Kronike tedna, ko bomo prelistali še koledar prireditev. Delavnica Cofi, Cofki, Cofli bo v Kajžankovi hiši v Ratečah potekala v torek ob 10. Naredili boste volnene cofe različnih barv, oblik in velikosti ter jim dali uporabno vrednost. Dan odprtih vrat v kampu Špik v gozdu Martuljku bo v petek od 11 do 15. Za pijačo, jedačo in zabavo bo poskrbljeno.
31. večer na vasi na Dovjem bo potekal prihodnjo soboto. Slovesno bodo odkrili poslikave na hišah, srečala se bosta tudi Kekec in Gregec iz Triglavskih pravljic, za zabavo pa bodo poskrbeli Zgornjesavci. Odprtje Bivaka 2 in prostora doživeti pri Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bo v soboto ob 16. Mojstranški dnevi športa in zabave bodo potekali prihodnji konec tedna. Zbor ekip za nogometni turnir bo v soboto ob 9. V sklopu poletja pod Vitrancem bo v četrtek na Trgu na Gorici v Kranjski Gori nastopal ansambel Zgornjesavci, v petek pa še Zahod band. Koncerta se začneta ob 20:30 minut. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam prijetne in mirne poletne dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnjič.